Dobrodošli nazaj v našo družbo. Ja, takole v prejšnjem bloku smo izvedeli malce več o aktualnih informacijah. Zdaj pa je čas za rubriko Dobro z dobrim, ki jo pri nas ponavadi pripravlja Luka, tako da je tudi danes Luka na terenu. In sicer govora bo o Anselmi, ki je prostor sodela in sodelovanja, združevanja in povezovanja. Od ustanovitve septembra 2011 do danes je organizirala in gostila številne dogodke in projekte, služila kot inkubator različnim oblikovalcem in obrtnikom, predajala šiviljsko znanje vedoželjnim, vzpostavila etično in trajnostno znamko oblačil Made in Anselma. Pa še bi v bistvu lahko naštevali, ampak ne bomo preveč naštevali, zato ker bo več o tem povedal Luka z gosti, namreč čas je za rubriko Dobro z dobrim. Če pa imate tudi vi kakšne izkušnje z Anselmo, lahko pa nam seveda tudi to podelite na družbenih omrežjih. Vedno smo veseli te dvosmerne komunikacije, tako da nas lahko tam označite. Zdaj pa do Luke. Dobro jutro! Dobro jutro, Maša, se slišimo? Ja. Super, imenitno. Me že skreli, sem kaj narobe naštimo. Tako je, tukaj sem v Anselmi in kot vedno z mano Primož, brez katerega bi bil pri dobrem čisto zgubljen, in pa seveda Ana Malalal Čeligoj, lepo pozdravljena, in pa Tanja Padžan. Dobar dan. In jaz sem tukaj v Anselmi, kjer je pa res veliko imenitnih oblačin in vsa izdelana, predelana, če sem prav razumel, in še tudi naravovarstveno, dobro. Malo sem bral, kaj Anselma vse pomeni. Ste se pa kar potrudili z imenom, moram priznati. Vendar jaz bom za začetek predal besedo Primožu, da vse tole spelje v pogon. Primož, izvoli. Ja, hvala, Luka. Dobrodošli še z moje strani spet v rubriki Dobro z dobrim, kjer vsak teden pripovedujemo nove, zanimive, krožne zgodbe. Zdaj, ne bi bilo prvič, da se mi tukaj pogovarjamo o ponovni uporabi izdelkov, ker to je eden najbolj ekološko smiselnih pristopov, ki jih lahko uvedeš v proizvodnih procesih. Ampak danes bo pa vseeno malenkost drugače. In sicer ne bomo se ponovno pogovarjali o neki predelavi že dokončanih izdelkov, ampak v bistvu o ponovni uporabi industrijskega materiala oziroma neuporabljenega proizvodnega materiala, če sem prav razumel. Zakaj točno gre, Ana? Dober dan še z moje strani. Gre točno za to, da v bistvu ne gre za predelavo, ampak za koriščenje materiala, ki ni nikoli bil uporabljen. Se pravi, mi v Anselmi delamo oblačila, ki so narejena iz v bistvu starih materialov. Včasih so vse ženske v bistvu šivale in teh blaga, je naokrog kar precej. V kakšnih omarah, na podstrešjih je vedno neka zaloga blaga. Tako da mi v bistvu naša oblačila delamo iz tega, ne pa iz že narejenih oblačil. Tako. Luka, vidim, da se kar sprehajaš naokrog. A si našel kaj, kar ti je zanimivo? Ja, meni je zanimivo marsikaj. Meni je tukaj marsikaj zanimivo, ker sem ljubitelj lepih in živih barv. In kako je sploh prišlo do Anselme? Zdaj, rekli ste, da izdelujete iz blaga, ki je bil dan na stran, tako rekoč, se pravi blago, ki ni bilo še uporabljeno, ne predelujete pa drugih oblačil. Se pravi, to so v bistvu nova oblačila, le izdelana iz blaga, ki je bil nekako na zalogi. In kdaj se vama je porodila ta ideja, da ste rekli, midve bova imela pa tako šiviljsko delavnico, v bistvu butik, da bova najprej iskala pri gospeh, gospa, vam je kaj blaga ostalo, je super, se lahko izmenimo. V bistvu je bilo zelo organsko in nekako spontano. Je bilo spontano, pač nekako začeli smo z delavnicami in tečaji šivanja, kar tudi še danes ponujamo. In nekako smo se ustalili kot neka referenca za šivanje. Tako da počasi, čez leta, je nekako so ljudje nam začeli ponujati to blago. Se pravi, kdo je praznil kakšno hišo od babice. Kako se je začelo? Prvo rundo veliko blaga. Takrat nismo vedeli, kaj z njim narediti, in pol smo začeli malo šivati. Tako. Pač nabiralo se je to staro blago in smo kar z njega pol delali. In
Ste že od vsega začetka aktivni tukaj, v tem prostoru, ali so bili prvi prostori manjši, morda od doma? Najprej smo začeli na Židovski ulici, smo bili bolj skriti, no, ker prvo smo imeli bolj te tečaje pa delavnice, pa par nas je bilo, ker smo si delili kot nek atelje studio, da smo delali svoje stvari. Ne. Tako da pol s časoma smo se pa preselili na to lokacijo, ki je bila bolj dostopna ljudem in je bila bolj primerna za trgovino tudi. In prav lepa trgovina, moram jaz reči. Meni je zelo všeč pisano. Kako se pa odločite, kaj boste izdelali iz tega blaga? Ali gre to na vzorec, na barvo, ali bolj na povpraševanje? Kaj vaju inspirira? Ja, v bistvu je tako, no, da pač sami dizajni, kroji nekako gledamo, da so zelo brezčasni pa klasični, ker nekako verjamemo v neko bolj dolgoročnejšo modno rešitev, bom rekla. Se pravi, da drugo leto je še vedno ta oblačilo zanimivo, ne da ponikne z letošnjimi trendi, tako da pač se trudimo s temi dizajni, da so res klasični, dolgotrajni pa taki, kako bi rekla, univerzalni, no. Kar se tiče blaga, pa v bistvu pa vzorcev, pa barv, pa kaj bomo s katerega blaga naredili, je pa tako, ne, mi dobimo kose blaga, se pravi, ponavadi je to 1,20 m blaga, kar je primerno za en kos oblačila, ne. Tako da glede na tip blaga, najprej se določi pač, kateri izdelek bo iz njega narejen, ne, glede na količino je pa dostikrat pol tudi odvisna dolžina, ne, se pravi srajce, če je manjši kos, je krajša, če je daljši kos, je daljša in podobno. Tako da v bistvu blago izbira imidž, ne pa mi, a ne. Tako. Kaj pa najbolj gre, če se smem po domače? Če po domače izraziti, po čemu najbolj sprašujejo ljudje, po čemu najbolj sprašujejo stranke? Mislim, da so to zdravo hlače. Zdravo hlače. Meni so všeč, ne? Meni so všeč. To je še ena varianta. Te so pa take lahkotne, ampak tudi na to bi lahko tudi rekelj zdal čez, ne? Na to bi lahko dal tudi sukni čez. Te so pa take zelo klasična barva, moram reči, tako, ne? Malo policijska. Tako za policijski prosti čas. Prezreki strojvodja. Ali pa stewardesa. Tako. Tukaj so pač trije primeri, a ne, to so iste hlače iz treh zelo različnih blag, tako da recimo to so volnene, bombažne, bolj tenke, bolj debele, tako da primerne za vsak letni čas in tudi za pač vsak okus, a ne, pač karo hlač verjetno vsak ne bi dal gor, a ne, verjetno tudi prav vsak ne klasičnih, tako da lahko vsak najde sebi primeren kos, a ne, ne glede na to, da so to vedno ene in iste hlače, a ne. So pa udobne, na elastiko, bolj tako neka taka bolj fina trenerka, no, za prosti čas. Žepek ima? Žepe ima. Pa posebnost je to, da so unisex, se pravi, so za fante in punce. To je meni všeč. Pol si lahko par deli oblačila, ne. Pa se pa mogoče skregajo. Ne, sva se zmenila, da bom jaz danes nosil te karo hlače. Pa tako, ne, ampak jaz imam pomemben sestank in te karo hlače izgledajo bolj uradne. Mogoče se hecaš, ampak to je res. Ne, to si čisto predstavljam, ja, da se potem tako zgodi. Kaj je bil pa recimo prvi kos oblačil, ki ste jih izdelali? A je hlače? Zdravo hlače. Zdravo hlače. Zakaj se jim pa reče zdravo hlače? Ja, ker so udobne, ker so unisex, ker so pač tako lahkotne in so zaradi tega zdrave za nositi, a ne, ker pomenijo tudi nek zdrav način življenja, da se gibaš, da se počutiš dobro, a ne, in kot zdravo živijo, ker so simpatične. In vam zdaj ljudje tudi sami že prinesejo kdaj preostalo blago, se je dobri glas že razširil ali morate še vedno iskati, klicati? Jaz sem zadolžena za ta treasure hunting, rečemo, ko iskanje zakladov, a ne, se pravi brskam za tem blagom vse povsod in ga nekako nabiram, ampak ja, tudi veliko takih je, ki sami prinesejo blago, ker pač se jim zdi škoda, da bi to šlo na snago, ker je blago čisto uporabno, ker nikoli ni bilo rabljeno, v bistvu je novo, a ne, tako da veliko ljudi nam tudi to prinese, ja. Zdaj, kje vse pa lahko
kupimo vaše izdelke. Imamo to trgovino, imate tudi spletno trgovino, ste se priredila korona časom? Smo, ja. Ampak je še v povojih ta spletna trgovina. Drugače pa prodajamo tudi v Berlinu, v neki trgovini, pa kle. Tako da mednarodno podjetje, že mednarodno priznana blagovna znamka. Jaz moram nekaj kupiti danes tukaj, sem se odločil. Jaz moram nekaj kupiti, morda pa kaj naročiti. Delate tudi po meri? Po meri ne delamo, razen če prineseš svoje blago, izdelamo kakšen ta naš kroj. Ali pa če je recimo kakšna želja po neki barvi, pa da nimamo številke recimo za neki izdelek, no, naredimo. Se pravi, ponavljamo naše stvari, a ne, iz drugih materialov, ampak ne pa po naročilu, po meri, to pa ne delamo. Ja. Mi bomo na hitro skočili v oglase, po oglasih se pa še posvetimo vsem ostalim oblačilom tukaj v Anselmi in seveda tudi, kako se izdelujejo, kako je do tega prišlo in kako lahko tudi vi pomagate. Tako da ostanite z nami in se gledamo. Dobrodošli nazaj, jaz se ravno občudujem v temle kimonu in v moji družbi Ana in Tanja, pa seveda Primož, ki vodi Dobro z dobrim. Smo pa v Anselmi, kjer izdelujejo vsa ta imenitna oblačila iz zdaj, aj pravilno, če rečem, starega blaga, vendar še popolnoma dobrega, neuporabljenega. Ne, to je blago, ki so ga naše babice nakupile. Morda, kaj so izdelale? Oni so izdelovali obleke, zavese, tapecirale. Kakšno različne vrst blago lahko vse dobite, prinesemo vam ali vam pomagamo s tem? Ja, v bistvu mi sprejmemo čisto vse blago in se trudimo, da tudi čisto vse porabimo, a ne? Tako da tukaj se najde marsikaj, od blaga, ki je namenjeno posteljnini, do zaves, do blago za tapeciranje kavčev, do vsa material možen, a ne? In nekako se potrudimo, da vsakmu najdemo neko smiselno rabo za naprej, a ne? Tako da tudi dostikrat naredimo, ne vem, hlače iz posteljnine, pa jakno iz blaga za v bistvu kavče, tako da raznovrstno blago, ne? Včasih so vse šivali sami doma, tako da v bistvu so imeli vse. Jaz moram reči, sem prav navdušen nad temle kimonom in to je oblačilo tako primerno za moškega kot za žensko, taka dnevna halja. In iz česa je na primer tale kimono? Je to tako laninasto mi deluje na nek način? Mešano je. Različni kosi so bombaž, lan, viskoza, ostanki. Ta je zmešan, ja. Se na njemu se lepo vidi, da se potrudimo porabiti res vse kose, a ne, kar je sestavljen iz najmanjših koščkov, da se potrudimo v neke kolaže, ki naredijo prav specialne efekte, a ne. Ja, in tale je prav specialen, moram reči. Zelo mi je všeč videti, da bom mogel še nekaj časa preživeti v vajni čudoviti trgovinici. Po oddaji pridem. Nimamo pisarne daleč stran in ko končamo jutri oddajo, pridem na šoping! Katere vse modele pa delate? Jakne, hlače, kimone, kaj vse lahko dobimo v Anselmi? Imamo dva tipa ženske obleke, pol imamo krila, imamo kimono, imamo zdravo hlače, imamo jakne, imamo brezrokavnik, imamo plašček, bišrt, puloverje. Kratke hlače sem tudi videl. Kratke hlače in srajce. In srajce. Jaz vidim, da mogo kar nekaj časa tukaj preživeti. Osnovne kose, ki jih ima vsak doma. Tako. Kaj pa kakšna pokrivala? Ne? Zdaj iz slame pa verjetno ne delata slamnikov ali kaj takega. To ne, delamo pa. Imamo pa maske. Ja, maske delate. Imenitno. Še maske izdelujejo. Primož, izdelujejo pa maske tudi še eni drugi naši prijatelji, ne? Pa še nekateri drugi izdelujejo pa tudi slamnike. Je tako? Ja. Mogoče, dragi gledalci, če se spomnite, smo se v eni izmed oddaj že pogovarjali z Evo in Barbaro iz podjetja Masca, ki pa izdelujeta tudi profesionalne kirurške maske za večkratno uporabo in to iz blaga. In so celo bolj, moram reči, Luka, bolj učinkovite od te, ki je ti nosiš, ki je ta klasična papirnata, ker tam ima on največji problem, da čez 2 uri, ko bo mokra, boš ti mogel vrči stran. Ne? In s tem se v bistvu proizvaja na tone in tone nekih nepotrebnih odpadkov, zato je boljše, če nosimo vsaj te bombažne maske. Če pa res želimo popolno zaščito, pa najboljše, da naročimo kirurško preverjeno masco, ki jo lahko naročite tudi preko nas
in napišete samo na dobro z dobrim @etri.si in za 16,90 € dobite profesionalno masco, ki jo lahko perete do 100-krat, pa še vedno drži dobro, ne. Če bi pa... živo srebro noter, ne? Ja, tiste prav, se pravim, so še bolj učinkovite od tele kirurške, tudi imajo antibakterijsko zaščito. Tudi če bi pa v bistvu mogoče v svojem podjetju želeli za zaposlene ali pa za goste naročiti profesionalne maske, ker Slovenci bomo kmalu tudi Evropski uniji predsedovali, ne? In lahko pričakujemo veliko obiskovalcev. In če jim želimo ponuditi res popolno zaščito, lahko za svoje podjetje naročite te masce. Seveda pa smo prej ugotovili, klobukov pa vseeno mogoče v Anselmi ne najdemo. Se pa spomnite, smo po prejšnji daji gledali domžalske slamnike in to je podobna logika kot Anselma, ne? Pridelano v Sloveniji, proizvedeno v Sloveniji, ustvarjeno v Sloveniji in lahko pri nas dobite tudi lične tradicionalne domžalske slamnike. No, jaz mislim, da na tale kimono bi kakšen slamnik prav pasal. V bistvu je pa vsak vajin kos tako rekoč unikat, skoraj da, ker blago je omejeno, recimo tale kimono je iz več različnih kosov blaga, tako da imamo res unikatni izdelek, ne samo, da dobro zgleda, da je prijeten na vtip, vendar noben drug ga nima. Samo jaz imam lahko tak kimono. Res je, ja. Zato, ker so pač manjši kosi, kombinacije so pač sestavljene tako, kot so, neponovljivo. Razen par, mogoče kakšno metražo, ko dobimo kakšno balo od kakšne proizvodnje, ki ne obstaja več, pol lahko ponovimo. Pač On, komplet. Ja. Ne? Naprimer, on komplet, ne, tako da damo lahko na isa meč pol. To je meni super. Kaj pa za otroke? Morda že kakšna otroška linija? Razmišljate o otroški liniji? Zaenkrat še ne, no, pač nekako malo so bili neki poskusi, ampak mislim, da so to zelo različni pristopi, obleke za odrasle pa za otroke, tako da je težko to ponujati istočasno. No, mogoče kdaj v prihodnosti, kdo ve, a ne, če bojo potrebe take, ampak trenutno ne. Ja. Mini Selma. Evo, jaz sem se že spomnil blagovne znamke, ne, Mini Selma. Mini, ja. Luka, če si pa že vprašal, ne, tiste masce, profesionalne maske, pa seveda imamo tudi modele za otroke. Ne? Tako da so tudi lahko dobijo kakšen poseben potisk, pa jih pol tudi veliko raje nosijo, ne? In so res pol popolnoma zaščiteni. Na kaj se pa zdaj pripravljate? Poletje prihaja, res da je Italija spomlad malo bolj turobna. In kaj običajno izdelujete v takem času? Če seveda sta našli kakšen blagovni zaklad, tako rekoč, nekakšno fino tkanino, kakšen dober štof, kakor se reče po domače. V bistvu je zdaj čas srajc, puloverjev, tanjših tudi, tanjših hlač, pa t-shirtov. To najbolj, no, je zdaj pa kimoni. Seveda pa oblekice bodo počasi zelo aktualne. Kratke hlače tudi, ja. Tega smo zdaj zrezali 30 komadov, tako da bo počasi ta poletna kolekcija, no, čeprav ni zares kolekcija. Ja. Šivata, krojita samo vidve ali imata še tudi kakšno drugo pomoč za šivanje, krojenje, dizajn, ali je to vse vajino delo? Ne, imamo še dve punci, ki pač sta del ekipe, tako da ja, to, v 4 nekako se to vse skupaj pripravlja. Ja. Bo treba kaj ekipo počasi širiti, ne? Jaz mislim, polka bom jaz zdaj samo o Anselmi skozi govoril, moram reči, wow, ker recimo tale kimono, ne? Kje jaz lahko to vse nosim? A grem jaz lahko zdaj kle po mestu v tem kimono? Jaz mislim, da lahko grem, ampak a lahko grem? Lahko. Lahko je za doma, lahko je pa tudi za poletna kavo, ne? Za ogrniti. Za poletna kava, če se želimo majčkeno več pozornosti, naprimer, ne, jo bomo definitivno dobili, se mi zdi, v takemle kimonu. In to rekel, tukaj so ženska oblačila za vama, ženske bluze? Vse je unisex. Vse je Razen unisex. oblek. In kril, ja. Razen oblek in kril. Ampak tudi to ni več res. Ja. Ker danes je mednarodni dan brez hlač. Ne, Ja? ne vem, če sta vedeli. Ne. Pa tako. No, se svetujejo, no, da pač. Da moški lahko kao kilt oblečemo, ne, zato ker je to za nas kao tako neobičajno. Kaj pa nogavice? Jaz vidim tukaj neke nogavice še ne izdelujeta. Jih boste kdaj, se lahko sploh nogavice iz takih materialov delajo?
ali zato potrebujemo posebne stroje? Zakaj ne nogavice, punce? Boš ti povedala? Ja, posebne stroje, definitivno, pa v bistvu prejo nitke, ne. To ni, Štrikane so, ne? so pletene, ja. Torej, ni kos blaga, iz katerih bi lahko skrojili nogavice. Kaj pa, če imam jaz škatlo neuporabljenih nogavic doma? A bi lahko iz tega kaj naredili? Rokavice. Rokavice iz nogavice. A bi kaj takega šlo? Sam zakaj pa ne bi kar nosil? Ja. Ker so mogoče take enobarvne, ne pa zame, a vidite, jaz imam take bolj vesele nogavice, ne, in pol, če ima take enobarvnih, včasih sploh ne uporabim, ker mi jih kdo Mogoče bi podari. jih lahko uporabili kot patent za pulover, evo, zaključek, ne, na rokavih pri puloverju. Vidim, da v Anselmi ne zmanjkuje kreativnih idej, nikakor ne. Ali pa za ovitek za telefon. Ali pa to. Naredite tudi kaj takega? Kdaj še, so to aksesuarji, ali kako dodatki, kakšne torbice, te za okoli pasu. To, mislim, smo naredili že kakšno, no, nimamo zdaj v neki redni ponudbi, kakšna se najde, ko smo kdaj kaj probali ali pa je ostala še od prej, ampak naša kolegica Nataša Kovač, Vandali Morale, jih izdeluje in jih mi tudi njene ponujamo, no, sicer so usnjene, ampak take super prefinjene, lepe, ja. Mi pa ne. Primož, to si mi pa predstavil res tako krožno zgodbo, ne, da nad to sem pa še posebej navdušen, kajti tu v tej trgovini se pa jaz res najdem. Kdor me pozna, bo vedel, da to je pa čisto meni na dušo pisano. A je bila že kakšna modna revija kdaj? Lahko kakšno naredimo skupaj? Jaz bi bil model za nas. To bomo vzeli za besedo, ne? Naslednjič, ko bomo rabili, bomo povabili. Drugače modne revije tukaj ni bilo, no? Mislim, je vsak dan, ker ljudje pridejo probati in ker imamo toliko stvari in toliko različnih stvari, ponovadi to merjenje traja ne 2 urci, ne? Tako da vzamete si čas, ko pridete k nam. Ja, vsi ponujamo kavo, Ja, čaj, skuhamo kavico in tako. piškote. Smo bili pa na Ljubljanskem tednu mode večkrat, a ne, tudi zdaj na zadnje jeseni prejeli to nagrado za trajnostno modo, tako da v tem smislu smo imeli revije, a ne. Ana, Tanja, imenitno. Imenitno, jaz sem navdušen, jaz mislim, da se bomo mi še veliko krat srečali. Dostikrat sem že šel mimo, pa opazil, sem tak vihral, pa kar naprej. Tako vihram, pa nisem vedel, lahko pridem noter, ne, je samo delavnica. Tako da anselma.si, ne, tam se vse vidi, tam se vse dobi, ne, večino stvari. Primož, za vas pa www.dobrozdobrim. Mogoče še Pika kje si? smo, Ja. nismo povedali. Ja, kje ste? Ja, kje se mi tukaj nahajamo? Smo v neposredni bližini RTV-ja, RTV Slovenije, kaj ne? To je Kolodvorska ulica tukaj, Tako, če na se ne motim. Na Kolodvorski 6, v bistvu malo naprej od RTV-ja, no, dobrodošli, od torka do petka od 10 do 6, a ne. Od torka do petka od 10 do 6. Škoda, ne, jutri pride moja punca, ne, v Ljubljano, pa midva bi to pol trgovine, siguren. Se bomo že zmenili za ne. privat obisk, a ne. Se bomo že zmenili za privat obisk. Tako da Anselmo se res splača obiskati od 10 do 6, smo rekli, od torka do petka. Primož, najlepša hvala, da si nam predstavil še eno krožno zgodbo in danes smo se naučili, kako lahko porabimo blago, ki nam leži na podstrešju in še vedno popolnoma v redu. Tukaj iz blaga ratujejo pravi modni zakladi. Primož, Ana, Tanja, najlepša hvala, da ste mi to predstavila. Mi gremo na oglase, po oglasih bo pa že naša Pija v dobri vagi, tako da le ostanite z nami in se gledamo.